Danes je četrtek, 16. julij. Pretekle 4 četrtke sem imel neka Zoom javljanja ali pa tudi v živo na Facebooku. Danes pa snemam tale video, ker tale včerajšnja, kdaj je že bila tale razprava o 3 zakonih o RTV, STA, medijski zakon. So neki 3 zakoni, ki se naj bi po enih hitrih postopkih v 5 dneh javne razprave sprejeli. Zdaj, javna razprava je res malo kratka, ampak da vas spomnim. 2015 je Cerarjeva vlada brez javne razprave poskušala na stranska vrata na pobudo Levice spremeniti 4 zakone, 4 člene zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih iz leta 1976. Veste, da je družinski zakonik, tisti novi družinski zakonik 2012 padel, tudi zaradi mene, 2015 pa ta ZZDR tudi padel, ne. Tudi sem se zelo angažiral, ne. In Cerarjeva vlada na pobudo Levice na stranska vrata brez javne razprave spremenila 4 člene, ukinila je spol, se pravi očeta pa mamo, peljala starša A pa B, prelisičila vso demokracijo in takrat je bilo vse v redu. Zdaj pa ravno Levica joka in stoka, da ni javne razprave. Ta javna razprava je res kratka. Ampak problem teh 3 zakonov, najbolj RTV-ja, tudi STA-ja, Slovenske tiskovne agencije, ni financiranje. Problem je leva pristranskost, ta leva globoka država, levi režim, ki še vedno traja v obliki te paradržavne inštitucije, ki se reče RTV Slovenija. Pa ste zdaj jaz govorim kot levičar, jaz sem objektivni levičar, Mene nešportnost izjemno prizadane. Nisem športnik po duši, tudi sam sem bil športnik, trener. In to v eni športni panogi, kjer se dogajajo krivice v gimnastiki, ker je veliko subjektivnega ocenjevanja. Mene krivice izredno prizadanejo. In meni se zdi krivično, da je ta RTV tako levo pristranska, da se desnost, ali pa bom raje rekel, konzervativnost sploh ne upošteva. Tam imajo moč in oblast ne toliko neki zdravi levičari, ampak levi anarhisti v spregi s feministkami in LGBT gibanjem. Te obvladujejo RTV Slovenija. In tam vlada enoumje. Problem slovenske televizije je enoumje, brez opozicije. To se zaposluje sam levi kader. Meni se prav Pirkovič se mi smili, pa Možina tudi, s tistimi svojimi intervjuji, pa pričevalci, pa Jadranka Rebrnik, so neki 3, pa tudi Rosvita Pesek, ki ne more tistih odmevih nič narediti. Ker so tam gomila enih samih ortodoksnih levičarjev, nekateri dobijo tudi svoje oddaje, Saša Banjana Clubej, Na glas. Ona tako trobi v tisti levo nastavljeni rok, da glava peče. Za nagrado dobi svojo oddajo. Kako jih je že rekel Janša? Prestitutk, Se pravi, pres je novinarstvo, prostituiranje je pa razdajanje za neke leve ideale. Če gre za nacionalno televizijo, ki jo plačujo desni ali pa konzervativci in levi, liberalci, potem mora biti na nacionalni televiziji upoštevano levo in desno mnenje. Tako je športno, to je fair play, tako je prav. Me ne zanima desna Nova 24, naj bo desna, naj jo financira Orban. Me ne zanima Radio Študent, naj jo financira Levica, ali pa Mladina, naj ima tam levo strobilo, bo Mladina. Ampak nacionalna televizija mora imeti pa levo in desno mnenje.
In tega ni, to je problem RTV-ja. In zdaj RTV je utrdba, kjer se dogajajo medijski, ne linči, ampak likvidacije, medijski umori. Jaz od leta 2009, odkar sem se vključil v te družinsko-zakoniške dejavnosti, po tisti referendum, šel sem v državni zbor in jasno povedal kot levičar. Pa se največji problem je, da sem jaz levičar. Da otrok rab očeta in mamo. Ne? In od takrat jaz ne smem nikamor, pa sem bil prej velikokrat gost na RTV-ju. Še leta 2009 za 40 mučenikov 10. marca sem razpravljal, kdo je pravi moški. Ana Tavčar, takrat še ni bila Pirkovič, me je povabila, skoraj je izgubila službo. Zato, ker sem konzervativno, psihoanalitično govoril o pravem moškem in normalnih ženskah. Dan žena, sem rekel, še malo pa bo se prelavil dan žena v noč čarovnic. Ana Tavčar je sicer odobravala, ne, in spraševala, še kjer, ki bi to tako govoril, ko vi, ne, ker ves se ne sme več pol vabiti, ne, ker ona je skoro to oddajo izgubila. Ne. Ker jaz govorim konzervativno, pa sem levičar, to je največji moj problem. Ne. Ampak pain in the ass, ne, sem ravno zato, ker sem levičar. Jaz sem na črni listi, tako kot vsi tam faktorjevci, ne, sej, ne bom rekel, da eni upravičeno, eni pa tudi ne, da Lucijo Ušaj Šikovic spustijo enkrat na nacionalno televizijo, to bo konc sveta, ne, ali pa Brščiča, ne, ali pa Boštjan Turk tudi zna mimo sekati fejst, ali pa Mamić, Tino Mamić, pa Požar, ki danes ni smel, ali včeraj, kdaj je bilo, na tisto odbor Violete Tomić, ne, ravno v medijih, ne, Požar jim bi pa dal tinte pit, ali pa Pertinač, ne, mi smo persona non grata, mi za nobeno ceno ne smemo iti na nacionalno televizijo. Jaz bi mogel velikrat gostovati, ampak ne zato, ker imam neko politično mnenje o nečem, ampak zato, ker je moje znanje močno, kredibilno in če se moje znanje uveljavi, potem se uveljavi vso moje znanje za nazaj, ko sem sesuval 2 družinska zakonika, ne, tudi tistega 2015, na ta ZZDR, ne, znameniti, so me spustili marca 2015, ker je rekel princ, pejt ti, ne, in dej mi malo tinte piti. In jaz sem dal v tej oddaji odkrito tok tinte pit, ne, da tam je bila uzbuna, ne, se pravi, tam se je pa širil pa ta požar z malo pisano, vse gorelo, kdo je vode pa pustil to oddajo, sesul nam je družinski zakonik. Moj problem, ne, jaz sem pen in die zato, ker se me ne da premagati. Jaz sem izredno močan na besedi, prepričljiv in imam veliko znanja. In to mojo vrlino jaz ne smem v moji državi, na nacionalni televiziji, posredovati ljudem. Ljudje si pa to hočejo. Ne gre za to, da bi si jaz želel gostovati na televiziji. Jaz se pogledam kja v špego pa rečem, kje si car? Ne? To je dosti za moj ego. Ne rabim več. Jaz ne rabim televizije, zato da sam sebi ploskam, pa da se gledam. Ampak ni fair, da v moji državi tega mojega, bom rekel, ne, malo narcistično, veličastnega znanja, ker vem, da ga imam, ne smem širiti skozi nacionalne medije. Ker na ta način, ker me ni v nacionalnih medijih, jaz škodim svojemu narodu, oziroma mu ne koristim. Ne? Jaz bi moral biti gost v mnogih kontekstih, ker to psihoanalitično znanje, ki ga imam, je izredno dobrodošlo, izredno poučno, ampak kaj, ko jim sesuvam tiste gradove, ki jih tam zidajo v oblakih. Ne? Jaz sem opinion maker, jaz sem influencer. Mene ljudje berejo, mene poslušajo. Ne? In zdaj v tej moji državi, in moj star foter se je boril v partizanih, vse na svobodo govora, ni svobode govora. Tam nekdo, ki ima 5 minut sajta, ne, mi zjebe svobodo govora.
od tam enega Arjana Pregla ali pa one tiste Rozmanove groze. Sta bila oba dva, te dva sta bila v tistih nekih odborih za sovražni govor in so me označili, da sovražno govorim. Pa tale voditeljica, sej Miro Petek je rekel še ena tarča, ne, ta okrogla miza, ki jih je bilo 6, ne, 3 na eni strani, 3 na drugi strani, sej so bili, močni. Miro Petek je rekel, to je ena tarča, ne, voditeljica je bila tam Ksenija Horvat. Ta Ksenija Horvat je 2013, oktobra, dosegla, da se je moj blog, MMC, so me prosili 2007, če bi blogal, seveda bom blogal. Prosili so me zato, ker sem levičar, ne. Kaja Jakopič me je prosila. Sem rekel, malo sem dislektik, nekih slovničnih napak bo veliko, pa se bom potrudil, ne, in sem blogal. In potem neljubi blog, kjer sem kritiziral Mesto žensk, feministični projekt, Rdeče zore, to je tiste, ki razglašajo, kaj je seksizem, ne, pa tam neko domeno spol.si, ne, Vesna Horvat je naredila vse, obšla tiste vse varuhe gledalčevih pravic, ne vem, takrat je bil Lada Ambrožič, je rekel, ona je toliko pritiskala, da smo tvoj blog mogli umakniti, ne. Mesto žensk ali vas moških, zato ker je kritiziral Simone de Beauvoir. Njen drugi spol. Sej pa sem napisal svoj prvi spol. Ne? Ko sem ga napisal, so me na RTV-ju, v TV Odmevih, obesili za jajca. Tanja Starič, pa gost njen, enoumni gost, ki je branil svojo hčerko Niko Kovač, Miha Kovač. Brez da bi se s tem lahko branil. Mi govoril, da sem en neotesanec, v povezavi s promocijo moje knjige Prvi spol na knjižnem sejmu. 35. knjižnem sejmu, to je bilo lani novembra 19, ne. TV Odmevi so me takole napičili, ne. Ko sem bil nekje kandidat, močen kandidat za mesto varuha gledalčevih pravic, režimska Ilinka Todorovski je to dobila in vnaprej se je vedelo, da bo to dobila. Vedelo se pa je, da bom jaz izredno močno predstavitev imel. In zato se ni snemalo. Zato, da ne bi ljudje videli in spoznali, kaj bi en voditelj tam povedal pametnega. Tako da mene je groza, kakšno skropucalo imamo mi v te nacionalne televizije in potem se nategujemo, zdaj, ali bomo to plačevali, jaz 2 let nisem plačal te naročnine, zato ker jaz ne morem prebaviti, kaj se ta televizija gre v informativnem programu, kako je neumno to poroča, kakšne skropucalo od novic, ker tam oni širijo vrednotne sodbe, te novinarji. Ona se odloči, da bo novinarka, recimo, ne, da bo podpirala kolesarje, ki se suvajo vlado. Ne? Vlada je tam legitimno sestavljena, ne? Korona kriza imamo, bodimo v karanteni, oni kolesarje in te novinarji RTV-ja tam ploskajo. Mislim, zdaj so bebavi, ali so to bodale, mislim, zdaj, če ti poročaš, bodi verodostojen, vsaj tako, da poročaš, pa povej še marsikaj drugega. Ne, te levosučni novinari poročajo tako, da ohranjajo delovna mesta. Tisti, ki je bolj militanten v poročanju, je bolj gor vzet v levem režimu. Tudi zdaj, ki je desno-sredinska vlada, je nacionalna televizija paradržavna. To je bistveno bolj orbanovska. Ampak v levo smer. Ne gre za svobodo govora ali pa za svobodo novinarske besede, svobodo poročanja. Gre za to, da se ohranja levo enoumje. In spoštovani kot levičar trdim, da to ni prav. To ni prav, da se konzervativni del Slovenije ne more profilirati v tej nacionalni televiziji. Nekdo, ki je konzervativni, ne more te anarhiste gledati. In zato je treba v enem trenutku reči Bob. To televizijo treba razpustiti, ker se ne bo spremenila. Financirati
Je treba zmanjšati financiranje zato, da bo kolaps sistema televizijskega. In potem pa eno televizijo s polovico manj zaposlenih ponovno spostaviti, ampak naj bo poročanje objektivno. Problem je neobjektivnost te televizije, neobjektivnost je problem, ne pa financiranje. Ne vem, to sem želel danes povedati. Vse sem si kaj napisal, ampak pustimo si to, kar sem si pisal. Jaz sem srčno govoril, ker sem jaz medijsko likvidiran, medijski umor so mi naredili, men, levičarju, zato, ker nisem trobil v isti feministični rok. K mojega mnenja nisem smel v svoji državi na nacionalni televiziji predstaviti. In ko sem ga, so me obešali za jajca in alarmirali, kdo je vode pa pustil v eter. Poglejte, kaj nam je naredil. Vse so nam je družinski zakonik. Ok, pa naj bo dovolj.